Živijo, jaz sem Zala, ena od voditeljic Biserov in danes je moja naloga, da ti v 5 korakih povem, kakšen naj bi bil odnos animatorjev do otrok na biserih. S tem mislim tudi na mladostnike. Kot vidiš, danes nisem v Portorožu in okoli mene ni otrok, imam pa ob sebi Medota, ki je mimogrede že v polni pripravljenosti na poletje. Na počitnicah Biserov so z nami otroci, ki s seboj prinesejo nahrbtnike polne različnih zgodb. Nekatere so vesele, druge vse prej kot to, saj s seboj nosijo izkušnje z nesprejemanjem, boleznijo, izgubo, osamljenostjo in še težkih stvari bi lahko naštevala. A kar je za animatorje najpomembneje, je to, da se zavedamo, da so vsi otroci. Otroci, ki so radi veseli, ki so sprva sicer malo zadržani, a se veselijo počitnic in komaj čakajo, da bodo poskakali v morje, se igrali, peli, plesali, ustvarjali in se imeli fino. Ja, že res, da jim je na začetku težko, ker ne poznajo ljudi okoli sebe in ker so v novem okolju, a zato smo tam mi, animatorji. Vsak animator mora vedeti, da je na biserih v prvi vrsti zaradi otrok. Vedno moramo najprej poskrbeti za njihovo varnost, saj smo zanje odgovorni. Naša pomembna naloga pa je, da poskrbimo, da se tudi dobro počutijo. A veš, kako se otrokom najlažje približaš? Ja, seveda, tako, da si vsaj malo otroški tudi ti. Ko rečem otroški, mislim na tisto zdravo navihanost, živahnost in norčavost. Po mojih izkušnjah imajo otroci najraje ljudi, ki so nasmejani in sproščeni. Seveda pa mora biti tudi v hecu in zabavi zdrava mera. Animatorji moramo otrokom, kljub temu, da smo na počitnicah, jasno povedati, kje so meje. Veste, da otroci slej ko prej začnejo preizkušati, do kam lahko grejo. Zato je pomembno, da se tako mi kot oni držimo pravil, ki jih skupaj določimo. Če otrok pravil ne upošteva, je naša naloga, da smo strogi, da mu povemo, kaj je naredil narobe, kako naj to popravi in ga spodbudimo, da naj se opraviči. Če gre za kakšne večje reči, recimo, da je ogroženo življenje, je čisto človeško, da povzdigneš glas. Na primer, otrok steče na cesto, ko prihaja avto. Ti pa se ustrašiš in zavpiješ: "Pazi!" Ja, dretje ni okej, a v takšni situaciji je čisto normalno, saj večina od nas takrat ne more ostati mirna. Animator mora otroke poslušati in predvsem jih mora slišati. Ko se otroci na biserih počutijo sprejete in so pripravljeni, lahko animatorjem povedo precej za njih pomembnih stvari. Če otrok joka in pove, da pogreša mami, ni nujno, da ima le domotožje in da bo dovolj, da ga animator potolaži in mu reče, da bo vse v redu. Lahko, da nam otrok želi povedati, da mu je nekaj časa nazaj mami umrla. Pomembno je, da smo do otrok pozorni, da jih spremljamo in poslušamo tako z ušesi kot srcem.
Otroke mora animator spoštovati, ker le tako bodo tudi oni spoštovali njega. Če otrok nečesa ne želi deliti z nami ali pa nam recimo ne dovoli, da se ga dotikamo, moramo to upoštevati. Lahko ga sicer prijazno spodbudimo, da nam pove, kaj je narobe, a njegove želje moramo upoštevati. Če nam nečesa ne želi povedati takoj, nam morda bo, ko bo pripravljen. Ja, mogoče se vse skupaj zdi naporno in težko, a vedeti morate, da se vse da. Če si pozoren in ti je mar, kmalu ugotoviš, kako naprej, ali pa ti otroci celo sami povedo. Nekatere stvari so tudi za animatorja lahko zelo zahtevne, a nič ni narobe, če ne veš, kaj storiti. Vedno imaš okoli sebe soanimatorje in voditelja, ki jih lahko prosiš za pomoč, ko ne veš, kako naprej. Za konec pa ti želim povedati še misel, ki je po mojem mnenju izredno pomembna za delo animatorja in življenje nasploh. Blaženi Anton Martin Slomšek je namreč nekoč rekel: če hočeš druge vneti, moraš sam goreti.